Kulturneja. Kulturna potepanja. We've never crossed the border. The border crossed us. Bloody, bloody border. Lepo pozdravljeni. Danes se mudim v hubu, v nevladni organizaciji Raum.au, torej na njihovem sedežu, kajti v letošnjem letu, v letu 2021, so začeli z novim, zelo obširnim projektom in z mano je tukaj ekipa nevladne organizacije, tudi Urška Čerče. Lepo zdrav, bi morda lahko na kratko predstavila oziroma podala uvod v pojasnitev, kaj Koroška demokratična postaja sploh je. To je torej ta vaš projekt, s katerim ste začeli letos. Ja, najprej seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem in seveda hvala Ajda za tole vprašanje. Ja, lahko rečem, da je Koroška demokratična postaja zagotovo naš krovni projekt, je seveda posledica večletnega, 10-letnega angažmaja na bazi torej kreiranja, informiranja, ustvarjanja neke politične kulture. Torej, Koroška demokratična postaja, kot rečeno, tudi ta projekt, njegov namen je torej razvoj demokratične politične kulture in nenazadnje tudi spodbujanje neke participacije v družbeno-političnih procesih. In lahko povem, da je sestavljen iz dveh krovnih segmentov oziroma sklopov. V en segment sodi pisarna za opolnomočenje državljanov, to je ta virtualna oziroma tudi dejanska pisarna, dejanski prostor, ki smo ga ustvarili v našem društvu na Partizanski poti 12 v Slovenj Gradcu, ki je pravzaprav na voljo vsem, ki se čutijo kakršnokoli nepravično obravnavane, ali seveda tudi za tiste, ki želijo odločevalcem torej posredovati svoje predloge, svoje vizije, svoje scenarije, neke prosperozne demokratične družbe. No, drugi sklop te Koroške demokratične postaje pa je forum za demokracijo. Lahko bi rekli, da je to pravzaprav prostor nekega alternativnega razmišljanja in pravzaprav kreiranja nekega družbeno-političnega obravnavanja tem in sicer zato bomo izvedli različne torej stvari, od javnih intervencij po metodologiji AU proces, od razstav, od različnih videovsebin, od predavanj, od diskusij, torej vse skupaj z namenom opolnomočenja torej naših občanov. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border. Jump over fence and climb up any wall. Movement of the people you cannot control. I will walk over desert and swim across the sea like a sand through your fingers. I will slip and be free. I walk over mountains, it's colder and colder. There's no way back, I'll try over and over. Nothing can stop me, no fire, no border. I will not obey, I don't listen no order. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Here we cross the line. We cross the line. We cross the line. We cross the line. Here we cross the line. We cross the I will jump over fence and climb up any wall. Movement of the people you cannot control. I will walk over desert and swim across the sea like a sand through your fingers. I will slip and be free. Above my head I hear buzzing of drones. My border patrol is crashing my bones. Is it so wrong to be born in a
never crossed the border cost us. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Here we cross the line. Aljaž Kitak, tudi ti si aktiven v tem projektu. In kaj je tisto prva akcija? Ja, prva akcija, ki jo lahko občani Slovenj Gradca, pa tudi širša javnost pričakujejo od nas, je v bistvu zgibanka, ki jo bodo prejeli na svoje naslove. Gre v bistvu za informiranje o projektu, pa tudi za vzpostavljanje nekako uvodnega stika z bodočimi uporabniki projekta. Zdaj, mi res prosimo tudi nekako občane, da te zgibanke ne zavržejo, zato ker je na njej tudi med drugim anketa. A ne? Z njo bomo poskušali ugotavljati nek splošen interes za demokratična vprašanja demokratičnih procesov, odločanja v družbi med občani, hkrati pa želimo nekako navezati tudi prvi stik z potencialnimi uporabniki potem Koroške demokratične postaje. A lahko prosim ponoviš, komu je torej namenjen ta projekt oziroma ta postaja? Ta postaja je namenjena seveda v prvi vrsti informiranju občanov, ki pa jih želimo nekako tudi spodbuditi kasneje k aktivnejši participaciji in k gojenju nekega demokratičnega dialoga v družbi, v različnih družbenih, recimo temu, kontekstih. Menimo, da je pač ta kultura dialoga, gojenja dialoga v družbi vrednota sama po sebi, ki je najbrž ni potrebno posebej obrazlagati. Zdaj, drug nekako steber projekta ali pa druga ciljna skupina, ki jo nagovarjamo z Koroško demokratično postajo, pa so ostale nevladne organizacije, v prvi vrsti seveda v slovenjgraški občini, ki jih prav tako želimo spodbuditi k prevzemanju aktivnejše vloge pri oblikovanju odločitev, ki zadevajo pravzaprav našo lokalno skupnost, a ne? Pa tudi širšo slovensko skupnost. Želimo tudi to, da nekako opozoriti na to, da moramo najbrž, če želimo biti zadovoljni z političnimi odločitvami, a ne, in če jih želimo tudi v resnici v končni fazi kritizirati, kot pogosto jih, da moramo tudi prevzeti državljani in pa tudi nevladni sektor, tudi svoj del odgovornosti pri sooblikovanju pravzaprav družb, nekih odločitev. To pa se normalno v demokratičnih družbah počne skozi demokratični proces. Aljaž, in kakšna je pot, kako se lahko sleherni občan obrne na vas, se priključi k projektu Koroška demokratična postaja, tudi morda kak problem predoči, kaj vpraša, ne vem, kako lahko sodelujemo? Ja, zdaj prva prilika za nekako sodelovanje v projektu bo že zgibanka oziroma pravzaprav anketa, ki je nekako dodana tej zgibanki. Ta nam bo služila, kot rečeno, za neko uvodno tipanje terena, a ne, glede sploh, kako bi rekel, politične angažiranosti ljudi, interesa za neko vključevanje v odločanje o vprašanjih, ki zadevajo našo skupnost. Mi normalno tu apeliramo na ljudi, da nam čim več
teh anket vrnjenih pošljajo nazaj, bodi si na naslov društva, na Partizansko 12, ali pa lahko tudi fizično prinesejo v našo pisarno, a ne? Se pravi pisarno za opolnomočenje državljanov, ki zdaj trenutno deluje razmeram primerno, se pravi po nekem predhodnem dogovoru. In kje bodo ljudje lahko videli oziroma dobili te ankete? Te ankete bojo, kot rečeno, del te zloženke, dostopne so pa tudi spletno. V vsakem primeru jo lahko izpolnijo tako občani Slovenj Gradca, kot vsi ostali, a ne? In bomo zelo veseli tudi respondentov iz drugih lokalnih okolij, ker nam bo to tudi služilo kot neka primerjava pravzaprav med različnimi lokalnimi okolji, predvsem pa politično aktivnostjo, participacijo ljudi. Govoriš o politični participaciji, govoriš o politični osveščenosti, o politični vzgoji slehernega zemljana, državljana, občana. Kaj pravzaprav to pomeni? Kaj misliš s tem? Ja, zdaj prvi predpogoj za politično aktivnega ali pa politično pismenega državljana je gotovo to, da pozna pravila igre, da pozna pač tudi demokratični sistem in načine vključevanja vanj. Problem pač v Sloveniji je pogosto ta, da mi nekako dojemamo ta politični sistem kot nekaj popolnoma ločenega od nas, predvsem pa nekaj, na kar nimamo vpliva, a ne? Namen Koroške demokratične postaje je med drugim tudi ta, da prvo spodbijemo to nocijo o tem, da je pač politika nekaj, kar se prepušča izključno politikom, a ne? Ampak da je to nekaj, kar zahteva aktivno sodelovanje vseh deležnikov demokratičnega procesa. In za nas je pač prvi in najpomembnejši deležnik vsak državljan. In zato ga je treba opolnomočiti, mu tudi dati nazaj neko in orodje, da se lahko vključuje v ta sistem, predvsem pa mu je tudi potrebno nekako dati ponovno neko vero v dialog, v možnost tudi nekih družbenih sprememb, ki jih želi potencialno doseči. Euroskeptik, analfabetik, try not to be hermetic. Neuro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic. Forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Euro, don't be dogmatic, bureaucratic. You need to become pragmatic to stop change, climatic, automatic. Need contribution from the institution to find solution for pollution, to save the children of the evolution. Euro, monetary breakdance. Euro, give me change to refinance. Euro, I don't like snobism, nationalism, puritanism. I am different organism. My heroism is pacifism, altruism. I enjoy biciclism, liberalism, tourism, nudism, optimism. It is good for rheumatism. Euro, give me change to refinance. Euro, I got no ambition for high position in competition with air condition. Different mission, different school. I got only one rule: always stay cool like a swimming pool. Euro, monetary breakdance. Euro,
finesse. Rado Carlo Poggi, tebe pa vprašam kot predsednika nevladne organizacije Raum AU. Seveda v tem projektu vašem Koroška demokratična postaja. Takšni procesi, takšni projekti oziroma institucije so v svetu živi, so v svetu nekaj normalnega, ne? Vsekakor, predvsem tam, kjer dejansko najdemo ali jih imenujemo, tako gledamo na njih, razvite demokracije. Ker seveda je jasno, mislim, to lahko vsak zraven sledi zdaj moje logike, mislim, ko konc ne veš, kako, ne moreš. Torej, moraš dejansko najprej izobraževati svojega državljana, ker želiš ga dejansko, da se odziva, da te da, mislim, če se damo v vlogi enega političara, no, on je izvoljen in pol je 4-5 let, odvisno, kje se najdemo, je tam sam in odloči za ljudi. Zdaj, ena želja ene razvitega demokratične političara je seveda imeti vedno ena temperatura svoje voljivci, da natančno ve, če se prav ravna ali ne, no, preveri tudi lastno pozicijo, ker konc je tam za en cel kup ljudi, ni sam za sebe. In seveda, mislim, projekte financiranja tudi iz strani ACF, Active Citizen Fund, Liechtenstein, Norwegen in Iceland. In je en pilot, en vseslovenski pilot, ker konc mi, ste rekli, institucije drugot, ja, v Nemčiji, Avstriji najdeš take institucije, ki so javno podprte, imajo fiksni programi, se vključijo občani, državljani, karkoli oblika že. In je fiksni element ena infrastruktura, struktur, ki jih ponuja. No, ko mi imamo zdaj knjižnica, šole, etc., imaš pa tudi ena institucija za politično izobraževanje. V neformalnem smislu lahko to rečemo, ali tudi delno formalno, ampak so institucije političnega izobraževanja. Ker konc se toliko hitro stvari spremenijo, zadnji 2 leti, tako smo od teden do teden smo nove pogoje dobili postavljeni, da dejansko moramo tudi kot občani biti v stanje tu sprejeti, kritizirati pa ne moremo, če ne vemo, etc. Torej, čist ena logika je peljala do tega projekta in jaz upam, da ista logika bo peljala tudi v slovenskem prostoru do to vrstne institucije v prihodnost. In seveda za naša občina, mestna občina, dragi občani, velika priložnost nas izpostavljati v slovenskem kontekstu, da kažemo, da dejansko znamo biti zelo demokratično v našem kraju in smo se zaslužili mesto glasnik miru za enem določenim razlogom tudi. No. Tako da projekt ni odvisno samo od nas, sem hotel s tem reči, ampak je odvisno od vseh nas, Slovenjgračani, da pač gledamo malo, kaj znamo delati. Pol bomo videli, če pridejo dobri rezultati, sigurno so drugi hvaležni našega truda. No in tako smo prispeli do konca našega kulturnega potepanja. Moji sogovorci so bili Urška Čerče, Aljaž Kitak in Rado Carlo Poggi. In lep dan vam želim še naprej, Ajda Prislan.